Voilà. Dober večer, hvala vsem, da ste prišli na današnji pogovor in promocijo knjige Ekorna in Ivana, ki ste jo napisali Vanja Ostrc, pa Dušan Jenova. Zdaj bi za začetek prosila oba dva, Vanja Ostrca pa Dušana, naj se predstavita, potem da lahko nadaljujemo pogovor. Imamo mladim prednost. Torej, tudi jaz vas zelo lepo pozdravljam. Moje ime je Vanja Ostrc, star sem 24 let. Letos zaključujem zadnje leto magistrskega študija primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od svetovne književnosti, ki sem jo zmeraj veliko prebiral, me še najbolj interesira ruska klasična literatura. Tudi imam svojega vzornika Dostojevskega, kakor tudi na slovenskem področju Drago Jančar. In predvsem se ukvarjam s pisanjem proze. Trenutno samo informativno naj povem, da zaključujem zbirko kratkih zgodb in imam še veliko načrtov za nadaljnje ustvarjanje. Ok, hvala. Dušan? Ja, jaz sem se že malo predstavil, ampak sam s tem, da sem bolj nakladal. Sicer sem pa, jaz rad rečem svojim pacientom, da sem tako kot ena amfibija. Amfibije se predstavljajo, to so kakšne ali živali ali pa aparati, to, ki grejo malo po kopnem, pa grejo malo vodo in spet nazaj, se pravi dvoživke. Profesionalno sem dvoživka. Najprej sem študiral psihologijo, pa ker se mi je zdela akademska psihologija izredno preveč suhoparna in preveč suha, bi morala biti pa bolj taka, polna ene čustev, pa se pravi psihoterapevtskosti in take, je pa bila statistika in ostale stvari, in pa sem šel v fizioterapijo. In zdaj rečemo, fizioterapija me je izredno tudi je zapolnila življenje kar vrsto let, ampak potem sem videl, da pacienti izredno rabijo pogovore in če so govorili fizioterapeuti, da je to psihoterapevtski pogovor, sem rekel, to je treba še kaj več in sem šel spet studirati psihologijo, se pravi sem psiholog in fizioterapeut kot dvoživka. No, zdaj sem že dolga leta psiholog na interni kliniki, že od leta 2003 in klinični psiholog. V zadnjem času se največ ukvarjam z, se temu reče, psihofiziološka obravnava pacientov po srčnem infarktu. Pa tudi druge bolezni, recimo srčno popuščanje, ampak večina veliko infarktov in tu je srce, srčnost in telesna duša, kaj je to. Tukaj je nekaj, kar je vse, kar sem se realiziral, nekje bi rekel zadnja leta pred pokojem, sem že malo bolj zgledam mogoče mladosten, zato ker se veliko družim z mladimi, ampak drugače sem pa že preko 60, že kar krepko. Tako da, kaj naj bi rekel, z literaturo se ukvarjam čist inspiriral mi je to, da je pacientom pomaga, če jim približamo umetnost na tak način, da jih tudi na en način zdravi, da recimo da nekaj pobarvajo in s tem jim usmeri pozornost in mogoče malo pozabijo na svoje bolečine. No, in potem se to dogaja, da sem imel en program, dogajanje v kliničnem centru in na osnovi tega je nastalo društvo za pomoč umetnosti Rotisa. In potem so nastale knjige Pravljica Ekorna, pa še ena druga, Cvetka in Vilko, Rešita Vilgaj, to je za otroke, kaka pravljica, bolj naravovarstvena tudi. Pa zbral sem prispevke različnih članov društva, to je knjiga, ki sem jim dal, to je
bolj zbirka pesmi in pravljic in raznih misli, no in zdaj pa je tudi ta roman, o tem se bomo pogovarjali. Ja, za začetek bo še verjetno prebral pesem, ki si jo napisal o Ekvorni. Ja, V slovenščini. z veseljem, zato ker, veste, ta dogodek, ki je bil potem 25 minut, sem mislil, da bo, se pravi, odkritja klipa, da bo, na začetku je bilo tudi mišljeno, da bo kulturni program in so bile ideje in v enem momentu, ker jaz tudi nekaj pesmi napisal in so tudi tisti knjigi do izvirov zdravja in modrosti skozi umetnost. Se pravi, nekaj pesmi sem napisal, potem mi je prišla tudi ta pesem, ki je bila potem ideja, da je bo nekdo glasbil, pa da bo nekdo zapel in zanimiv, ne, da mi ni prišla v slovenščini, v angleščini mi je prišla. Tako da ideja je ta, da jaz najprej preberem v slovenščini, na koncu pa v angleščini, pa boste potem sami presodili. Zgodba je pa o tem, oba glavna junaka, mladostnika, Rok in Tina, in to, ko boste tudi vzeli knjigi obe, ker roman je zelo interesantno, je z dveh delov in dve knjigi sta, tako bi rekel kot dvojčka, kot fant pa punca, se pravi, kako se temu reče, dvojajčni dvojček, ne, se pravi, ne? Ti si enojajčni, ne? Dvojajčni. A, dvojajčni, to je sem zelo podobno. Ja, no, in tako da, evo, to je nastalo in jaz bi to zdaj, se pravi, govori o teh dveh mladih, ki sta se spoznala, se zaljubila, ampak obenem pa jo je usoda ponesla v vrtinec boja med temnimi in svetlimi silami vesolja in na čelu teh svetlih sil je bogina Ekvorna. In govori o teh dveh, ki sta Rok in Tina, ki sta se zaljubila in obenem pa tudi doživljala neprijetne in težke izkušnje. Ekvornina pesem. In tukaj je pomagala moja draga prijateljica, pesnica Dominika Portič. In to je v bistvu, ona je prevedla in uredila in pol sva skupaj to in to je to. Zdaj bom prebral. Se spomniš še zgodbe mladostnih dejanj, ujetih v vrhu pomladi oboda, podukov povedanih zanjo in zanj, ki del so postali nebesnega svoda. Resnica pa ena je daleč ostala, slepota ljudi jo je zopet oddala. Na stiku svetov dveh neskončnih akordov imela sta možnost iskati njen zven. V tišini dreves začutila sta njene svetlobe objem, iz primeža teme ju zopet rešila, svobodo na svetlo ju spet izpustila. So dnevi, ko zopet ob reki v tišini sedita in njuna vročica je z mislimi težkimi zlita. Tedaj se esenca narave v občutkih zbudi. Naj teče, Ekvorna sem, iz reke ponovno lejena, prastara jezera in najgloblje jame, in duša je voda, ki v ples se z valovi ujame. Neskončnost naj poje se pesem ta moja, ljubezen, nikoli narobe ne zmeša napoja. In zmaj Daimon je Ekvornin prijatelj čudesni, ki z možem povodnim obljube si pesni. Te črni kraljici pogled zatemnijo, pogoltnejo brezno in nje tiranijo. Prisluhni zdaj zgodbi dveh nežno čutečih, plamenih ljubezni sta, večno gorečih. Na nebu so z njima še zvezde plesale, boginje moči so na nju posijale, teme vladarico so v nič spet poslale. So dnevi, ko zopet v reki tišini sedita, in njuna vročica je z mislimi težkimi zlita. Tedaj se esenca narave v občutkih zbudi, naj teče, Ekvorna sem, iz reke ponovno urejena, prastara jezera in najgloblje jame,
In duša je voda, ki v ples se z valovi ujame. Neskončnost naj poje se pesem ta moja. Ljubezen nikoli narobe ne zmeša napoja. Hvala. Hvala za tvoj poetični uvod. Zdaj bomo šli malo na Vanja, ker je on malo govoril. Vprašanje zate. Me zanima, kako je v bistvu potekal sam proces pisanja romana in kako je potekala tvoja komunikacija s Dušanom. Torej, kako sem razumel, je Dušan imel že izdelan koncept samega romana, vendar pa je trdil, da sam ni romanopisec in potem ne bi bil zmožen sprovesti literarnega dela v razsežnosti romana. Zato si se obrnil na Nino Dittmeier, na slovensko pesnico, in potem je ta oseba predlagala mene. Dušan je dala moj kontakt in potem je on napisal sporočilo, če bi jaz bil pripravljen napisati roman po njegovih idejah, ker je slišal, da sem romanopisec, da sem do svojega 24. leta, če tega romana ne štejem, izdal 2 samostojni deli. Moram pa priznati, da sem se v tistem obdobju nahajal v eni večjih ustvarjalnih kriz, ki sem imel v svojem življenju. Ta ustvarjalna kriza se odraža na poseben način. Imel sem zelo veliko željo do pisanja, vendar pa pravzaprav nisem vedel, o čemer ne pišem. To je bilo obdobje, ko sem napisal v kratkem obdobju 100 strani in se potem vse izbrisal. Ampak to pa je bila neke vrste pobuda, da se izrazim, da pravzaprav preko ideje drugega ustvarim neko svojo idejo, nek svoj stil in se na tak način razpišem. In potem sem to v bistvu tudi kot neke vrste osebno zmago, ker sem s tem prebral do krize. Moram seveda reči, da je bila čudovita izkušnja spelovati z Dušanom. Tudi takrat, ko nisem bil najbolj razpoložen za pisanje in razmere spodbujal. Sam proces pisanja je potekal preko elektronskih sporočil, se pravi, Dušan je meni pošiljal koncept po glavi, ki so bila dolga približno 3 strani, jaz sem potem to razširil na takšen romanesčni stil, ki je obsegal 30 strani. In tako sem pisal vsako poglavje posebej. Vsak dan sem si vzel 4 ali več ur, 5 ur časa, vmes sem postoril še kakšne druge stvari. To obdobje je bilo zame plodovito, ker sem veljavljal absolventski staž, nisem imel nobenih predavanj in tudi nisem imel nobenih obveznosti. Zato sem si lahko organiziral čas po svoje, pravzaprav sem živel samo za pisanje. 5 ur sem porabil za pisanje, ostal čas za študentsko delo ali pa karkoli drugega. Čez vikend pa sem seveda se uli obradil, kajte jaz sem prepričan, da vsak pisatelj, ki želi do potankosti spoznati jezik, mora tudi veliko brati. Vsak dan, če se da. In potem sem pisal, vmes je bilo tudi težko, ampak nobena stvar se ne spelje do konca, če ne vztrajaš, če dnevno, kontinuirano, ne delaš na njej. In potem to se odvijalo, potem približno 1 letu sva končala roman, ki obsega 500 strani, to je precej. Veliko časa smo posvečali tudi pijenju besedila, ki je pravzaprav še težji del, kakor pa prvotno ustvarjanje. Jaz mislim, da je projekt, konec konca lahko rečem, da je pravzaprav dobro uspel. Bila sva usklajen tim, ni bilo nikakršnih zadržkov. Seveda se tudi mora določene stvari popraviti in se na koncu je spletlo dobro in so zadovoljni. Predvsem zato, ker sem dobil nov zagon za ustvarjanje. Toliko tem. Dušan, kako si v bistvu dobil idejo za pisanje romana? Že nekaj časa te v bistvu obsedal simbol arhetipe Kvorne, ker si že napisal pravljico o njej. In v bistvu, kako misliš, da je celo Ekvornino sporočilo moglo biti izraženo skozi tako literarno umetniško delo? Zakaj misliš, da je v bistvu roman bil pravi medij za ideje, ki si jih hotel izraziti? In kako je zate potekal sam proces ustvarjanja? Kako si razvijal ideje? Kako je bilo ustvarjati
s pisateljem v duetu v bistvu? Ja, ta duet je, če od konca začnem od nazaj, je bil res sanjski, ne, se pravi, bolj se ne bi skorda mogel zgoditi, me prav res zanima, bojo to slišali vaši profesorji povedali, a je bilo takšna kombinacija, ne, v duetu pisati roman ni tako pogosta stvar, ne. In jaz sem to dolgo časa nekje v sebi, sem nosil to idejo, a čema, ne, jaz itak nisem sposoben tisto pravljico, 2 pravljice sem napisal, to je res kratko, ne, to je slikanica, ampak roman ni pogojev, ne. In potem sem pomislil, kaj pa če bi našel koga, ne, in pač le se moder človek se obrne na koga, ki ima še več izkušenj, še bolj moder. In jaz sem se obrnil na svojega prijatelja, dragega prijatelja Ferja Lančka, s katerim se velikokrat srečala, ko pridem jaz Moravske Toplice, na primer, pa se dobiva za kakšno urico ob kavi in se pogovoriva. In se ga vprašal Ferij, pa poslušaj, glej, tole bi jaz res izrecno, glej, napisal sem pravljico, ampak to je za otroke, ampak nihče ne pozna Ekvorne, poslušaj. Vprašam koga, tisti, ki so umetniško navdahnjeni, so slišali za Ekvorno, seveda galerija Ekvorne. Ampak nasplošno nihče, jaz pa imam tako izkušnjo in simbolike in taka res pomembna simbolika jo nosi ta boginja, pravično sožitje, ne, kar sem prebral iz zapisov arheoloških študij, to, kar so za vse, kar so zbrali napise na kamnih v Ekvorni, se pravi Ekvorna, Ekurna, Aekvorna. Aekvor pomeni vodna gladina in enakost, Ekvor, ne, se pravi, tisti umetniki so dali bolj romanizirano, latinizirano Ekurna, ne. Potem profesor Šašel-Kos je dala recimo Ekorna, to so vsi sinonimi. Ampak Ekvor je pa tisto najbolj, kar se sliši v smislu enakosti, to, kar kot človeštvo hlepimo potem, tisti, ki verjamemo v pozitivno, da bo enkrat res enakost, ne? Ampak kako se to lahko zgodi? Se pravi, en razvoj, osebni razvoj vsakega posameznika, ne? Se pravi, pot dolga 1000 kilometrov se začne z enim korakom, vsak mora narediti in se pravi, približati to arhetipskost te boginje, to pomembno sporočilo mora biti na en tak naravni, približati na en naravni način. In kdo lahko to? Nekdo, ki zna napisati besedilo, roman v živem jeziku. Da, ko bereš, gledaš. Veste, kaj mislim s tem? Gledaš film. Jaz sem ta film gledal leta že prej. Cel roman se odvil že v moji glavi, že leta prej. Vse ti liki, večina, no, nekaj tudi on se je spomnil. Jaz tako vam povem, da zelo na kratko, ustvarjanje je bilo tako, zelo metaforično, jaz to rad. Kipar najprej ustvari iz hrbtenico, iz železja, zvari. Potem pa začne gor glino metati. A je to videl to že, ta proces zdaj? Jaz sem, ker je en prijatelj je tudi Ekvorno naredil in po njene njegovi Ekvorni, ki je stoječa, je tudi en roman, ne, potem, mislim, en del romana. No, kakorkoli to sporočilo sem hotel mladim, pa potem tudi tistim, ki se čutijo mladi v srcu. In tudi spomlad, se pravi boginja pomladi, je tudi ta simbolika, se pravi sinhroniciteta, da na ta način se bojo te vsebine počasi začele širiti. Ja. To je
Ja, Kaj pa zate Vanja pomeni ideja ekvorne? Kaj točno je v celotnem konceptu, Dušanovem konceptu, njegovi ideji tebe naposled pritegnilo k temu, da si se odločil za pisanje tega romana? Kaj točno je v celotni ideji tvojega, kar tebe osebno pritegne? Enoznačno na to vprašanje skoraj nemogoče odgovoriti. Več dejavnikov je bilo, ki me pripravili do tega, da sem začel pisati roman. Kar se mene tiče, je ekvorna pravzaprav energija, ki spodbuja prenakost. Bom še podrobno razložil ta pojem, da se ne bo slišal preveč abstraktno. Se pravi, vsak človek trdi, da na življenje treba gledati večplastno. Se pravi, ne samo pozitivno, ne samo stremeti k pozitivnosti, k sreči, ampak tudi je treba razumeti tisto, kar je tragično, tisto, kar nas omejuje in tisto, kar je pravzaprav temačno. Vsekakor so negativne energije prisotne na svetu. Mimo tega ne morem. Vendar pa je sem prepričan, da je glavna naloga vsakega človeka, da prepozna v sebi dobro in da stremi tudi k dobremu. Kajti to je pravzaprav razlog, da živi, pravzaprav iz dneva v dan človek živi zato, ker stremi k dobremu. In tega bi se moral zavedati vsak posameznik. Dan danes pa je obstaja tolikšen pluralizem različnih idej in vplivov, da ne mogoče najti samega sebe. Se pravi, ekvorna je sila, ki pomaga vsakemu človeku, da najde samega sebe. Ko niso več važni drugi vplivi v življenju, ko ni več važno pravzaprav, kako bodo njegova dejanja afektirala družbo. Človek je sam zase pomemben. In ko se bo začel zavedati tega, takrat bo njegovo delovanje delovalo spontano, samo od sebe in stvari se bo začele čudežno dogajati. To omogoča pravzaprav ekvorno, stremljenje k dobremu. Zato je tudi roman napisan v tej tendenci. Veliko komičnih vložkov se nahaja, veliko humorja, čeprav sem si prizadeval, da iz romana izžareva nekakšno vsakdanje, realnost duše. Ampak s humorjem sem pravzaprav hotel prikazati, da je pravzaprav pozitivnost, sreča tista, kateri mora posameznik sedeti. V bistvu potem v njej vidiš nek temeljni princip, ki pomaga človeku preživeti fragmentiranost sveta, fragmentiranost samega sebe, družbe, v kateri živi. Torej, ona je nek način nek temeljni princip, temeljni etični princip dobrega. V bistvu to. Tako, v določeni meri, jaz sem sam prepričan, da v določeni meri je sebičnost dobra. Sicer ne govorim o skrajni meri, ampak človek bi se moral čim manj ravnati po družbi in bolj raziskovati samega sebe. Kaj pa recimo v tem smislu, kaj je zate pomenilo pisati roman v duetu? Saj si prej že ustvaril dva literarna, prozna besedila že v svojih mladostniških letih. Prvi roman je šel, koliko si bil star takrat? 13 let. Ja, no, kako se že imalo? Mačka pripravljice, nekaj takega. Mačje postolovščine. Mačje postolovščine, no. Drugi roman je pa Davlin, ne? Tako. No, to je tudi maček, ne? Ja. Tudi, v bistvu, do 17. leta sem bil znan kot mačji pisatelj. Super. Vse tudi, mimo grede povem, mački so tudi zelo zaznamovali moje življenje. To se tudi odraža v literarnem delu. Zdaj pa je prvi roman, pravzaprav, ki se dogaja o mačkih, ampak o ljudeh. To je zdaj tisti pravi roman. Saj potem boš povedal, zdaj, ko ustvarjaš svojo novo zbirko kratkih zgodb, si govoril o tem, da je en nastopajočih likov tudi sendvič. Iz perspektive sendviča se ustvari zgodba. No, kako je bilo zdaj pisati v tem duetu, ko si na nek način bil tudi omejen z idejami, ko si mogel sprejeti določene kompromise z drugim avtorjem?
kako je bilo to? A vidiš v tem določene pomanjkljivosti, določene prednosti takšnega načina pisanja? Kaj bi ti mogoče naredil drugače, če bi sam pisal roman? V čem bi se neke ideje, koncepti ali pa sam potek dogajanja razlikoval v primeru, če bi recimo sam naredil neke stvari? Bom odgovoril kar po vrsti, in sicer v pisanju v duetu so vsekakor prisotne tako pomanjkljivosti, kot tudi prednosti. Pomanjkljivost se odraža predvsem v tem, da je malo verjetno, da sta dva avtorja enako usklajena. Sploh se to kaže v pisateljskih vodah. Pisatelji nasploh zelo radi zabredejo lahko v čisto druge teme in zlahka se potem pride v tem primeru do konflikta ali pa do nestrinjanj, do nesoglasij. In res je težko narediti na človeka, ki je pripravljen z nekom pisati roman, ne da bi se še naprej nadejal o kakršnemkoli dobičku. Tako pač je v našem svetu. Sam sekundo, prej nisem povedal, kaj mi je Ferry rekel, zdaj sem spomnil. Dejansko je to, kar si ti zdaj rekel, možno je, ampak zelo malo verjetno, da boš najdel program. To je Ferry rekel, na to prošam. V najnem primeru bilo možno, to je. Kar se pa tiče pozitivnih lastnosti, je zelo pomembno, da naj povem, da v romanu nastopata tudi dva najstniška lika, Rok in Tina, zaljubljenca, ki imata prav tako pomembno vlogo, čeprav se roman imenuje Kvorna in Ivana. Torej nista omenjena v romanu, ampak sta vseeno pomembni del zgodbe. Te 4 osebe so med sabo nekako povezane. V glavnem, zelo pomembno je bilo romanu predstaviti perspektivo mladega človeka. In ker jaz sam poznam življenje mladih ljudi, ker so me najstniška leta tudi precej zaznamovala, se to seveda izkoristil in sem potem vključil to v literarno delo. Posnemal sem govor mladih ljudi. Tukaj nisem preveč literariziral ali pa preveč leporečil. Kadar je šlo za dialoge, sem se potem približati čim bolj banalnem izrazoslovi. Uporabljajo se tudi, ne bom rekel ravno kletvice, ampak surove izraze, kakor pritičejo pogovoru med današnjimi mladimi ljudmi. Starejši človek v današnjem času tega ne more prikazati na tak način, ker se tudi današnji časi razlikujejo od tistih časov, kjer je zdajši starejši človek doživljal mladost. Tukaj pravzaprav vidim prednost ustvarjanja duetu. Spravi, več perspektiv se prepleta, več plastno se prepleta v eno celoto. In potem iz tega lahko odneseš veliko več, kot pa če si sam odgovoren za vse ideje, ustvarjaš pravzaprav za vse, si odgovoren sam. Ja. Kaj pa ti, Dušan, meniš, zakaj je zgodba morala biti pripovedana skozi perspektivo dveh mladih ljudi v drugih vzporednih vesoljih? Kaj misliš, kako je romantična ljubezen teh dveh mladih ljudi, Roka in Tine, kako se je skozi njo izrazila tudi, so se izrazili atributi, določeni Kvornini atributi, kako se je ona sama kot boginja ali pa kot simbol, arhetip izrazila skozi ta dva človeka, skozi njeno odnos. Ja, glej, Alena, a si ti sploh povedala, da si Alena Bilić? Ne, nisem, ampak zdaj si ti povedala. No, evo. Če sem prej rekel, da sem pisal za otroke, pa da smo potem se odločili, da bova za mladostnike in potem za odrasle, in da to namenom moramo dati eno bistvo tistega potovanja iz mladostništva v odraslost, da ker ta dva lika, Rok in Tina, mladostnika, 15-letnika, sta v romanu morala zelo hitro odrasti. To celo je en samogovor o Roku, mislim, ali pa nekak tvoj. Če tista
ljubezen, ne, skoraj mogoče preveč idealizirana, malo smo tako tudi šli črno-belo, ampak boste videli, da niso liki tako zelo, so tudi večplastni. Tista tako željena stik, najdenje dragega dekleta, ne, strani Roka, ko se končno zgodi, čeprav ne en tak, bi rekel, traumatičen, ne, zaplet, ne, ko Rok tudi potem modruje, reče, ja, sej, pravzaprav se mi zdi, da v življenju je skoraj tako, da za nekaj lepega, kar doživiš, moraš po drugi strani nekaj žrtvovati, ne, mogoče tudi delček zdravja, ne, in on tudi je, ne. In skozi to postopno ekvorna, ne, se je jima postopno približevala, nekako celo one dva, zlasti Rok, je bil so malo našalen, mislil, da to je kar že malo preveč, da se nekdo heca z njiju, ne, da nekaj, veliko sta v začetku mislila, da halucinirata, da je to, ker so res nenavadne, magična doživetja, ki jih noben ne doživlja, razen če si psihotičen, ne. Ampak to je domišljijski roman, ne, in tam je dovoljeno marsikaj. In ona jo počasi pelje v spoznavanje odgovornosti v ljubezni. To je bistvo, ne. Ker če smo rasli in se poročili in živeli in na koncu v jeseni življenja ugotovimo, da pravzaprav nismo živeli, tako kot bi želeli, ne? Živeli kot bi želeli. Kaj smo izgubili? Kaj je šlo mimo? Ne? Šlo je mimo tisto čudenje nad vsako stvarjo, da pravzaprav vsak trenutek se lahko čudaš. Tudi to, da je prišel en lik romana, to je bilo dokaj nenačrtovano, oziroma mogoče rečemo včeraj ideja prišla, ne? Pa ni bilo gotovo, ne? Ampak da je on tukaj, vam že zdaj povem, da ima izredno simboliko, ker lik Rokovega očeta je isto zelo pomemben. Tudi on ima svojo zgodbo ljubezni, ženo, ampak ima tudi tisto, kar je tudi lik v romanu, in to je tudi zgodovinski lik. In to je Emilia Fon. Morda je komu znano, ampak to je tista prijateljica od znanega našega cenjenega arhitekta Plečnika. Jože Plečnik tudi je notri nastopa. In ona je v spominih, to je ne v romanu, ampak to ona ponovi seveda, tudi tukaj, ker je to zelo pomembna, kar je izrekla modrost. Ona prav je rekla v tistih svojih spominih, najvišja oblika ljubezni je prijateljstvo. Halo? Če nisi dosegel, recimo v svojem zakonu ali pa s komarkoli, tudi tisto, ne, srč prijateljstva, nisi živel. To je bilo potrošništvo, to je bilo erupcije seksualnosti, lahko karkoli, ampak vse to enkrat mine. Ostane pa prijateljstvo. In zapomnite si njega. On, ne, njegov lik, se pravi, ta oče je to mogel veliko spoznati. In to je tudi, ko rečem temu, obstaja Da Vinčijeva koda, ne, se vsi poznate, ne, tisto roman. Obstaja tudi ekvornjena koda. In zdaj je skoraj že malo preveč rečem, ker sem vam pojavil, izredno nosi te šifre, se pravi kodo, enih sporočil, pomembnih, to, kar on doživlja, ne, ta oče, se pravi Amadej. Tako da
kaj bi mogel povedati pravzaprav? Si že povedal več kot to. Več kot to, dobro. Ja. Bo že sledili, če bo še kaj časa, ne? Da ne bo preveč. Se bo še. Kako je v bistvu potekala sama konstrukcija likov za oba dva? Predvsem, če vzamemo v obzir, da ste se fokusirali na realno obstoječe zgodovinske osebnosti, kot so recimo Ivana Kobilca, pa še Jože Plečnik, Gavrilo Princip in ostali. Kako je potekala njihova konstrukcija? Na kaj ste mogli biti pozorni, ko ste nekako konstruirali imaginarne like iz realnih osebnosti? Na kaj si se ti tudi predvsem fokusiral, ti, ki si potem razbil večplastnost teh likov, kako si jih hotel prikazati, recimo, na katerega lika si se tudi največ navezal v samem procesu ustvarjanja? Kaj ti je bilo v bistvu najbolj pomembno glede tega, kot tudi zame? Vsem likom romanov sem hotel vliti življenje. Nisem pravzaprav nobenega postavljal v spredje, nisem niti nobenega postavljal v zadje, vsem sem hotel vdahniti življenje. In sem potem veliko sem se v svojem pisanju posluževal postopka retrospektive, se pravi, da sem za vsakega junaka posebej, ko sem recimo opisoval določeno situacijo in na plano privrela njegova zgodovina, njegova travmatična zgodovina, ki se potem posledično odražala v tisti konkretni situaciji. Naj povem tudi to zanimivost, da se poleg tega, da se roman odvija v različnih časovnih obdobjih, je umeščen tudi na različna okolja, različna mesta. Se pravi, del romana se dogaja tudi v Sarajevu. Nikoli v življenju še nisem bil v Sarajevu. In težko rečem, da imam sploh kaj pojma v Sarajevu. Zato sem moral seveda preučiti literaturo, ki se navezuje na Sarajevo in na leto 1902, če si prav zapomnim. Ja, no jaz sem bil dvakrat, ne, ampak... Se pravi, jaz sem že precej zadaj, ko se tega tiče, ampak gledal sem predvsem fotografije. Se pravi, vizualno si veliko bolje zapomnim stvari in potem znam pravzaprav iz tega tudi napisati zgodbo. Hotel sem si predstaviti vzdušje, kakršno preveva Sarajevo v tistem času. Nisem se toliko posvečal prostorskim znamenitostim ali pa nasploh prostorom, ker bi se to hitro izkazalo, da pravzaprav se ne spoznam na te reči. Hotel sem zajeti vzdušje je tisto bistveno. Vzdušje v času na začetku 20. stoletja, na kakšen način pravzaprav delujejo ljudje iz Bosne, na kak način občujejo, kakšno je življenje, na primer na tržnici, ki jo med drugim tudi opisuje. To vse so si predstavljali. Gospa Pjarovka založbe Primus, ki je izdala to, Mirela Smajić, ona je rekla, izredno si uspel tisto vzdušje zajeti, ne? Evo, bravo. Je res genialc, ne? Res je dobro, ne? Ona je pohvalila, pa tudi še on drugi. Zdaj se temu tudi natančno posvečam. Zato sem porabil več dni, da sem preučeval različne fotografije in hotel napisati čim bolj avtentično besedilo, ki se odvija v Sarajevu. Bilo je seveda težavno, ampak na koncu je uspelo. Torej pa treba vedeti, da ta slika Slovenija se klanja Ljubljani, to je naslikala Ivana, ne? In je to visi v glavni sejni dvorani magistrata. Samo dve sliki sta veliki in ena je ta. In jaz sem pravzaprav na podlagi te slike, ki sem jo interpretiral, sem predstavil to, morda Ivana ni vedela, pa Hribar, ki je naročil župan, ne, tedani, da je to boginja, ne, ampak de facto za mene simbolika je boginja, ne, čeprav izgleda tukaj kot kraljica Ljubljane, ne, ampak se pravi, on je Hribar, župan Hribar je hotel eno močno simboliko
da enkrat, da se bi slovenske dežele v okviru tega cesarstva enkrat združile, da bi bila zedinjena Slovenija, kar nekako njegove sanje so se uresničile, ne, leta 1991. No, hočem povedati to, da ti je res, vsi ti liki so ti tako dobro, si jih res uživel, tako da, ne vem, mogoče se bo malo slišalo osladno ali ne. Jaz, ko sem mu dal tiste strani 3, včasih 7, to on je 4krat ali še večkrat vse to razdelal, ne, jaz sem komaj čakal, da dobim nazaj tisto poglavje. A se predstavljate mene, jaz sem tiste prve tople žemelce, veste, kako so rekli, ne, zjutraj greš, ko si nekje pa, aha, gremo zjutraj, makar ob 3 zjutraj pa do prve. Jaz sem imel to, evo, tisto res, ne, enkrat v življenju, da imam tisti privilegij in sem ga izkoristil do obisti, ker poglavje 13, ne, 13. No, kar pa hočem povedati, je pa tle, da sem želel, da je to res en slovenski Harry Potter. Da bo za mlade in ampak da bo pa tukaj tudi zgodba o prijateljstvu Ivane Kobilca pa tiste njene prijateljice, ki se imenovala Belinda, ampak kasneje se ve, da je to dejansko inkarnacija Ekorne. Sem želel, nekaj mora drugače biti, nekaj avtentičnega in sem te like si zamislil, ki so zgodovinski. In zdaj pa tako, ne, jaz se ste videli prej, jaz sem ziharaš, ne. Tudi prej nisem vedel, seveda, ker bene lučke sem šel preverjati, a to snema ali ne, pa bo nekomu se zdaj, da je čisto upiljen, ne. Ampak mogoče bi kdo si mislil, da sem tudi upiljen, ker sem šel zelo, kdo rekel, perfekcionistično. Jaz sem za vse te like sem šel kontaktirati sorodnike in prositi za dovoljenje, da čeprav je to fiktivno, to se dogaja v sporednih vesoljih in da so to, ni več, niso, če je Ivana Kobilca, to je domišljijska Ivana Kobilca, ampak študirali pa smo literaturo v njej in njena prijateljica iz pariškega obdobja, Pfeffingerjeva, je o njej marsikaj napisala. To je karpatska volkulja, to se je znala boriti, pa kadila kot Turk, pa pantala, pa se jezila, pa tak, ne, in to potem, veste, sem spoznal sorodnico, ki je hčerka njen oče in stric sta uradna dediča po Ivani Kobilci, gospa Helena Pintar. Dolgi pogovori z njo in izredno so bili, ker je vodička, tudi je strokovnjakinja, je ona počasi je vsaj delno sprejela, da bo njena teta, a se predstavljate, ona ima poln slik, nisem bil od njej, ona vse te slike, ona doživlja Ivane Kobilce že zdavne več ni, ko se je ona rodila, ampak ona je tako emocionalno doživlja kot teto in zdaj pride nova, pa je zdaj vsi eno domišljijsko Ivano. A si predstavljate to? Ne vem. Probite si. In jaz sem ravno v tem je catch simbola, arhetipa Ekorne pravičnega sodelovanja, pravičnega sožitja. In kaj to pomeni? Aha, vse to je literatura, to si lahko se ni več živ ali pa tako, ne, važno je, da ne, ko ustvarjaš neke neresnice, da žalaš, ne. Šel sem najprej bivšo ombudsman, ko sem ji pisal mail, nas lahko toži, me lahko toži kdo od teh, ne, sorodnikov. Rekla, ja, napisala je, sem bil presenečen hitro, a veste, kjer mislim, to je zastopnica te naše, se pravi, žene predsednika Trumpa, ne, Melanije, kako je že, pomagajte mi. Pirčeva, ja. Ona res vsa čas mi je hitro me odgovorila, na kratko, ja, lahko,
lahko pišete, sam pazite, da ste žaljivi, ampak jaz sem šel dlje in sem se pogovarjal, hotel sem v bistvu dojeti tudi preko teh sorodnikov, pa ne samo njo, so tudi, govoril so o Emiliji Fon, ne, in potem je Plečnik, potem, alo, se ne boste predstavljati, so na predsedstvo Slovenije sem pisal, sem poglavje, kjer nastopa naš svetovno znani predsednik, Borut Pahor. On je prisostvoval leta 2016 se dogaja, on je odkril doprsni kip Ivane Kobilce, to se odvija poglavje in sem dobil tam dovoljenje. Ne. No, sej... Nisem srečala, da si pred raketo. Ja, no, to je pa dobra zgodba, ne, sej bo, kdaj mogoče to se bo nasmejal temu, vse on je pač tak zelo, rekel temu, se približa ljudem. Jaz sem enkrat, ne, pol sem poklical, dajte mi zdaj povedati, ne, roman bo šel, vi pa niste, ne, na tam tajniško predsedstvo, so rekel, a ste za, a je v redu, ali ni v redu, ne. In pol so pa mene poklicali, nisem več niti odpisali, rekel, vse je v redu, vse je krasno, ne, vse je krasno v redu, ne. Potem pa jaz zdaj, rečemo, kakšne pol meseca nazaj, pa grem dol iz kliničnega centra Zgornjega Štuka dol in prikličil, sej verjetno vsi ste bili, kdaj veste tisti, ki so prehod je dokaj ozak, da prideš od teh dvigal, pa zaokrožiš tista velika hala, ne, pa ven je stekleno. In moraš kar, in se pred mano postavi en visok tip, pa zraven malo starejša ženska, in jaz sem hotel, šiba, to pa nisem mogel, in pol pa grem tako, pa vidim, halo, ne, gospod Pahor, in pol, ko smo tam prišla, sem rekel, pozdravljeni, gospod predsednik, a veste, da nastopate v mojem romanu? Res, zanimivo, rekel, upam, da nisem v kakšni kočljivi situaciji, ne, in ne, sem rekel, predsednik, a ja, se pravi, vi sploh ne veste, a ne, to pa ne, se rekel, da se boste pa prebral, ne, no, se je tako, ne, nasmejo. To so take zanimivo stvari, ki se odvijajo in tudi, bom rekel, najno znanstvo je, ti si njo, ne, povabil, in jaz sem mislil, to meni čisto neznana oseba. Ampak poglejte, pred 3 leti sva se midva srečala in na kratko je bilo to srečanje, ki pravzaprav bi temu rekel, da je bilo tudi pomembno za to, mogoče da romana sploh ne je bilo za tega, ne? A čva to povedati, da malo popestrimo? Kdo povedal, daj ti povej, no? No, v glavnem, to se je zgodilo 3 leta nazaj, sem se sprehajala tam po Novih Jaršah in grem tam čisto zraven unega Mercatorja in vidim, kako enega človeka tam obeša cunja. In ga pogledam in mi izgleda kot en moj sorodnik in ga gledam in mu pomagam. In potem, takoj v tem trenutku mi je tako sram, ker sem ugotovila, da nisi ta oseba. In sem pohitela, da grem stran, ne. In tako že hodim, čisto normalno hodim, sem že pred tem vrata odpiram od bloka in Dušan teče, ostali se. Ja, in jaz rečem, kaj pa ne? In Dušan reče, ja, jaz sem čutil eno tako intuicijo, ne vem, kaj mi začne razlagati, ne, da je čutil nekaj, ko me videl. In sem jaz rekla, ja, no pa moram hitro iti gor in mi Dušan reče, ja, moj mail je psiholog.itd. In ja, grem jaz domov in ne vem zakaj, ampak imam ta strašen občutek, da je to srečanje zaradi nečesa bilo pomembno. Ampak se ne spomnim nečesa razen tega, da je on psiholog in da me ime Dušan, ne. In potem vtipkam na Google psiholog Dušan, ne. In potem grem iskat in mi da ven tam nekoliko slik. In si mislim, ja, očitno ne bo nič od tega, ker se nisem bili spomnila tega imena. In potem čez čez par mesecev se odločim, pač takrat zaradi različnih okoliščin, sem imela različne težave, ki so glede duševnega zdravja in sem si nekako mislila, da ja, edino me Dušano zdravi, pa ne vem, sem se čisto podobo naredila v glavi, ne čisto imaginarno podobo tega.
In potem 3 leta mine, da spoznam Vanjo, se pač srečamo na različnih kreativnih literarnih krožkih. In reče Vanja, ja, on zdaj piše en roman z enim Dušanom, ki se ukvarja z Jungom in je pač ga zelo zanimajo arhetipi. In jaz takoj vem, ja, to je sigurno ta Dušan. In srečam Vanjo enkrat, Vanja, a ta tvoj Dušan živi tam nekje v Novih Jašah? To pa res ne vem, ne. In sem nekako že takoj, ne, moja psiha je bila tako naperjena na to, da spoznam Dušana, ne. In sem vedela, da ga bom nekako spoznala, ne, in je zanimivo, kako je Hesse enkrat rekel, ko res nekaj želiš, ne, da se bodo vse nezavedne sile usmerile v to, da to res dosežeš. Tako da, ja, sem potem spoznala Dušana prek tega romana. Takrat, ko bi rabila, ko sem imela vtis, da bi jaz ti pomagal, takrat me nisem našla. Ja, takrat ne, ampak pozneje je se pač šlo, ne. Vidite, to so te, bodite pozorni na te življenjske dogodki, ki so lahko čisto nepomembni. Temu Jung reče sinhronicitete, sočasnosti, ki imajo, lahko vam spremenijo življenje. Ne. Jaz bi lahko rekel, a veste, nekateri celo teorije so, da nekje, če, ne, to moram reči, da ne vem čisto do v bistvu, kaj to pomeni, kako bi to, ampak da, recimo, da nekje na kitajskem metul, ki zaprhuta skrili, to spletu teh kvantnih ali nekaj lahko spremeni čisto nekje druge potek dogodkov, ne? Ampak to se sliši mistično, ampak hočemo reči, da so lahko na videz nepomembne stvari, da ko razmišljamo to je Jung govoril, da razmišljamo o enem svojem problemu, pa hodimo nekje pa recimo ptiček zažvrgoli. In to je tisti sprožilni dogodek, ki nam malce preusmeri misli in pridemo na pravi tir. In temu rečemo, da to je nekauzalno, ne, se pravi nevzročno, ampak simbolična povezava se vzpostavi. In to so sinhronicitete in to, na podlagi teh sinhronicitet sem jaz napisal roman že leta prej v svoji glavi. Pač se je, to pa to se je zgodilo nekomu, pa sem pa jaz samo še dobil ideje, asociacije in je šlo delček ene zgodbe. Ja, no tako da to, kar sem prej hotel reči, da res sem hotel se zelo približati tem sorodnikom, da bo res pravično in tudi potem je, na primer, gospa Helena je potem, ko sva napisala, da osebnost Ivane Kobilce sva opisala tako, kot se je dalo razbrati iz literature, vendar sva iz kasnejših pogovorov z njeno sorodnico izvedela, da je bila realna Ivana Kobilca bolj umirjena in zadržana, kot sva jo predstavila v romanu. No, ampak na koncu pa je tisto v bistvu verjamemo v dobro vsakega človeka in to dobro slej kot prej zmaga v evolutivnem procesu zgodovine. In to je tudi en bistvo tega romana, en pozitivni naboj za mlade in za nas mlade, ki smo še ostali mladi v srcu. Ne? To bi bil tudi nekaj, bi bilo in ko smo to napisala, se mi zdi, kot da se je Heleni Pintar, spoštovani, se je kar nekaj se odvalil kamen in je tudi lahko sprejela to. In ja, tako da, kaj ne rečem, ne? A mogoče sem jaz to Ne, odlično si povedal, pač tudi glede sinhronicitet, o kateri si govoril glede Junga. Zanimivo je, nekakšne navidezno ključne življenjske zgodbe se potem razvijajo tako, da v
bistvu potem, po določenem času, ko si že malo izven tega in ko imaš širši vpogled, ne izgledajo več tako naključno. Tako da tudi glede romana, ne, saj se mi to zdi, predvsem glede kakšnega literarnega dela, ko kakšne naključne stvari se potem izidejo zelo velikim in globokim pomenom. In se mi zdi tudi to zelo dobro opisano v romanu, tudi glede različnih oseb, ki se potem na koncu ne izkažejo tako čisto naključne, recimo Franc Bohr. Tako da ne se čuditi, če bo v nadaljevanju, ker nadaljevanja bojo, kar bo to pripravljeni, to bo, tako kot so nadaljevanja Harry Potterja bojo, ne se čuditi, če bo najna zgodba malo drugačna, da bo tukaj s kakšnimi junaki. To je čisto možno. Ampak v bistvu, kar me zanima, je predvsem to, kako si Vanja zamišljal samo osebnost Ivane Kobilice, kako si jo ti ustvarjal in v bistvu pozneje, ko si jo že na nek način naredil koncept v svoji glavi, kako bi ona mogla biti, kakšen njen značaj bi naj bil, kako bi mogla izgledati in se obnašati v družbi, se nekako zelo kosal s tem, kako je ona bila v neki zgodovinski resničnosti videti, ne? In kako je bilo, kaj je pomenilo za neko tvojo umetniško svobodo, ko si se soočal, ne vem, z njenimi zelo zagnanimi sorodniki, da ne smeš tako predstavljati Ivano, da ona mora na nek način ustrezati tudi njihovim idealom. In kaj je v bistvu zate to pomenilo v smislu svobode nekega umetniškega ustvarjanja? Ja, se pravi, preden sem začel opisovati Ivano Kobilca in se podobiti njen značaj, sem seveda imel določene predsodke, zato ker je to realna oseba, ker je tudi zelo cenjena v slovenski umetnosti. Nimam pa občutka, da bi se res pretirano pazil, kaj pišem o njej. Mislim, seveda sem imel določena molitev, ampak predvsem mi je padla v oči njena fotografija, ki prikazuje njo samo, ki je sredi ustvarjanja, riše sliko v ustih, pa ima cigareto. In sem si mislil, kakšen človek bi lahko bil po značaju nekdo, ki se javno predstavlja kot kadilec, lepo slika pred sabo. In potem je takoj se me prešinila ideja, da naredi Ivano Kobilca nevrotično, genialno, na trenutke zelo nepotrpežljivo, tudi dobra osebnost, v sebi skriva sicer neke določene travme, znam, da je imela težave z njenim ljubimcem. In kakšen človek bi bil pravzaprav videti, se pravi, nikakor ne priljuden, odhojen ljudem, ampak genialen. Ampak moram pa priznati tole, da se glede njenega značaja je bilo dostopne zelo malo literature. Se pravi, večina podatkov, ki sem jih zasledil, so bili prikazani kot v tem primeru, kje je sodelovala, kje je bila, kje so bila razstavljena njena dela. Od njene značaja pa zelo malo, zato je bila svoboda v bistvu še v tem primeru dopustna. In pravzaprav tega ne moremo vedeti, kakšno si je predstavljala Ivana Kobilca sorodnica, če res neposredno ne vprašamo potem. Dobro se mi zdelo, da se res obrnila sorodnica. To je v bistvu ohlapna verzija Ivaninega nevrotičnega značaja. Prvotna verzija je bila precej bolj divna. Vse se pa trudil biti korekten. Po svojih močeh sem hotel biti korekten. Ja, kaj pa recimo za oba dva pomeni, mislim, ne glede na kakšno estetsko, literarno, umetniško razsežnost te knjige, tega dela, kaj mislite, kakšna je etična razsežnost tega dela? Kako v bistvu, zakaj mislite obada, zakaj je nekaj takega to delo, predvsem tudi arhetip boginje Ekvorne, nujen za družbo, v kateri živimo, recimo, ki je predvsem postmoderna, neoliberalistična, kapitalistična družba, ki se vse nekako meri na nek dobiček, na korist, ki je pač korist postala neka glavna vrednota
delovanja in kako recimo v družbi, kjer res vlada ta čisto ekonomsko-pragmatična miselnost, zakaj misliš, da je ta neka dionizičnost ekvorne, njeno prekipevanje življenja, njena radost, zakaj je mogoče nujna za ta čas, recimo, kaj bi lahko spremenila? Kot sem že povedal prej, živimo v času pluralizma različnih idej. In posameznik v takem svetu zlahka skrene svoje začrtane poti. To je problem sploh pri mladih ljudeh. Vsak človek mora v bistvu sebi najti moč in se zavedati svojih pravih vrlin. Zakaj ljudje se neprestano podcenjujejo? Ker ne najdejo v bistvu samih sebe. Ekvorna pravzaprav ni kot abstraktna podoba boginje, ampak je ekvorna prisotna v vsakem človeku. V bistvu vsak človek v sebi skriva ekvorno, to vzajemno ljubezen, ki se ne podreja nikakršnim zakonitostim, niti zgodovinski, niti časovni, je vse prisotno. To sem prej se tudi razlagal, da bi vsak človek moral stremeti po sreči. To bi bila pravzaprav ekvorno. Vsak človek je dolžen spoznati svoje odlike in jih tudi ceniti, se jih dosledno držati in rezultati takega mišljenja se bodo izkazali. Rezultati bodo vidni čez čas. Ampak večina ljudi hoče, da se na hitro zgodijo naše vse stvari, ampak vse stvari, ki se zgodijo na hitro, nimajo tiste teže. Vse pomembne reči se dogajajo dolgo časa. Dlje časa potrebuje, da se potrebuje neka velika aktivnost, da se zgodi. Kaj pa ti, Dušan, meniš, zakaj je naš čas potreben prav take literature, tega dela? Ja, Alena, glej, jaz sem psiholog, pa seveda tudi sem stopil na to področje umetnosti, pisal sem pesmi, pa pravljice, ampak nisem romanopisec, pa moram reči, da sem poet. Ampak zelo rad pa hodim na literarne večere, kot sem ga že imel prej, Ferelanška. In njegove romane sem pa skoraj prebral vse. Drugač časa ni, jaz pravim, ko bom šel pokaj, bom pa bral. No in če kdo, ki zasleduje, če hodi na njegove, hodim tudi na dobra prijateljica, je tudi vam verjetno že znana Ditka, ki uglasbuje s svojim očetom. To, kaj on, recimo, jaz se bi navezal na njega, ker on v tem je dosti modrejši in čeprav je on, mislim, tam ene 2 leta, pa celo 4 leta mlajši od mene, je za mene je tako kot en starejši brat ali pa, res, zna to tako lepo povedati in tehtno. On pravi, velikokrat me imajo kar podcenjevalno, kolegi, da si tako malo preveč romantičen, pa to govoriš, pišeš ljubezni, pa pesmi, pa vse v ljubezen, a mi to zdaj že malo preveč, že neprimerno za ta čas, biti tak romantik, da je to že skoraj psovka. On pravi, in jaz tudi temu se zelo pridružujem, vedno je v zgodovini bilo tisto, kar je na tehtnici bilo, ali tisto, kar je bilo v smislu egoizma in destrukcije in tisto, kar je vedno, čeprav je že kazal, so bile toliko težke izkušnje svetovne vojne in med drugim, da povem, da v tem romanu je ekvorna in druščina je zelo bistveno, idealistično smisel naredili nekaj, da so preprečili prvo svetovno vojno, ampak to v sporednem vesolju, tako da je tudi ena stvar. On je rekel,
listič ali neko reče, na tehtnici vedno prevesi in vedno bo vezen. Ne? In to je tisto prvinsko, kar mora vsak najdeti v sebi, in smo že prej govorili, vsi liki imajo tudi ene odnose in iščejo to, in to je treba, to je dobro, to je sporočilo in to je to, kar ta roman sporoča in na čim bolj različne načine. Čeprav je, rečemo, vedno je ta boj, bo vedno boj med dobrim pa zlom in tudi v tem romanu vedno bo, ampak vedno moramo verjeti, ne. Tudi Ferry pravi, da je treba verjeti in treba je vztrajati, ne. Tako da to je bistvo tega romana tudi, ne. Drugač pa je tle še ena druga stvar, ki sem jo dolgo časa peskal samo zase, pa za svojo družino, pa za prijatelje, pa prijateljice. Namreč, to je pa spet, ne, Amadej, ne, ki si ga ti podobil. Tam noter boste prebrali njegovo zgodbo, kaj on obvlada. Tisto, kar on obvlada, smo malo na šaljiv način, ne, smo ga prikazali, ampak ta stvar je zelo res, ne. In to stvar se je zdaj odločil, da ker sem po teh letih sem našel ene bolj znanstveno terminologijo za to, da je možno dobiti vpogled na enostaven način, to se imenuje holonomsko skeniranje telesa, se pravi, da lahko prideš do potlačenih čustev, ki posledično lahko počasi vzbujajo psihosomatske težave, sprva kakšne bolečine ali pa da pade odpornost. In to bo zdaj preprosta stvar, bo dostopna preko delavnic mojega društva Lotisa, bom to tisti, ki bodo zainteresirani, se pravi, lahko mail društva Lotisa, društvo.lotisa@gmail.com, tudi imam nekaj, to bo ta način je to konkreten, to preprost, da tudi preprosti ljudje bojo lahko to se sami sebi pomagali. In to je za mene, da se začnejo ljudje tudi spoznavati sebe, kaj je tisto, kar se odvija, pa njih, pa ne vejo, da jim lahko poslabšuje kakšno recimo tudi počutje, znižuje energijo, da so lahko to tudi potisnjene negativne emocije ali pa prepričanja. Ta proces bo tudi, sem prepričan, bo naredil počas en premik, da bomo šli v bolj, v temu rečemo, v boljšo družbo, ki ne bo več toliko samo usmerjena na to, na potrošništvo. In to bo en delček, ki ga bo moje društvo oziroma bom jaz dal. Se pravi, to, kaj počne ta Amadej, to je dejansko realnost. Čeprav tam je malo bolj magično vse napisano in bolj New Age-ovsko in drugače je pa to holonomska teorija delovanja možganov profesora Pribrama. To je osnova tega, kar se sklicujem, čist psihološki momenti, taktilno zaznavanje in take stvari. Koga zanima, lahko še malo, zdaj bomo mogli nehati, lahko še malo ostane, pa mi lahko jim tudi dam kratek napisan je bistvo tega. In tudi bo mislim, da bi še kakšno vprašanje publike našimo. To skoraj da ne smemo jaz mimo. Če imamo kakšno vprašanje. Mislim, da imamo 1 uro pa pol, ne se pravi, zdaj mogla tudi kakšna publika kaj vprašati, drugače to ne bo srečanje popolno, vsaj ste bili.
ko se odločate, kdo bo kaj vprašal, sam še to povem, veš, se veš, da on je vodja jazz, rock banda, ne? Ampak, veš, ko eno vprašanje imam zate, ti še nisi prebral roman, ne, upam, da ga boš, ne? Zdaj sem prišel? Ja, si prišel, glej, v romanu je Amadej, ne, se pravi ti, ne, tvoj alias, ne, Amadej si, ima zelo rad glasbo, tudi, mislim, da tudi kitaro, ampak na koncert Elisa Cooperja pa ni prišel Madonna, ne. Zdaj pa ne vem, a ti si bil 2016? Nisi bil. A ti sploh sede ta njegov... Poznam, ampak ne moram reči, da sem ravno njegov fan. Če sem odkrit, ne vem, da je bil pri nas. Mogoče celo glasbeno, ne moram reči, da je zelo soroden bendom, ki so mene navdahnili, da se ukvarjam z glasbo. Ampak, nima glede kjer, kako so minuli tvoji band, se pozabil? Da se predstavim, moje ime je Johnny Depp, Amadej, drugače. In sem pa v bistvu pevec, avtor in kitarist v skupini 7 Days in May. Na eno skupino se tudi. Se to smali se pomlav, kako? 7 Days in May, 7 dni v maju. Aha, 7 Days in May. Ja, se ne vem, hoče reči, če smem besedo dve o Dušanu in najbolj poznanstvu, mislim, lahko rečem, da Dušan je obrisan. Obrisan si lahko rečem, vsaj v tem umetniškem smislu, do te mere, da se spravi take stvari delati. In on se spravi delati ne samo pisati roman, on se spravi delati čisto vse, kar človeku pade na pamet. In moram reči, se poznava že kar nekaj časa in da v bistvu imava neke sporedne svetove. Se pravi, mogoče to, ko si umetniški, ne, je mogoče dobro, da si iz fizioterapije, namreč da jaz sem fizioterapeut, da je mogoče šel iz te fizioterapije na nek način in začel študirati psihologijo, da je to svojo čudnost mogoče na drugačen način spoznal, ne. Ampak pač ja, vidva se srečava, se družila v kliničnem centru in en dan mene kliče in pride, oziroma me prosi, če se lahko oglasi, rečeva besedo dve. Se zmeri, kada se po hodnikih srečava, se ustava in rečeva kakšno besedo dve. No in on mene izredno kliče, da bi prišel na pogovor, dol. In se res en dan oglasi na oddelku in mi začne vse to, kar danes poslušate, razlaga o romanu, o likih, o bogini, meni ta svet popolnoma ne poznam. Moram reči, da jaz tudi nisem bralec, če se pošalim, moja zadnja knjiga so bile mogoče 100 solzice, tako zelo daleč. Tudi moram reči, da kar bo treba tiste obvezne literature pri maturi brati, smo bolj obnove brali kot knjige. Ampak mi je interesantno, da je on prišel na oddelek in tako kot je sam povedal, dejansko prišel vprašati me za dovoljenje, če mu lahko služil kot neka poeta za Amadeja, čeprav slišal. In je res, da dejansko z vso to čudnostjo operira po svetu, ampak hkrati je zelo pošten, in me prav vleče in čeprav so solzice nazadnje prebral, si rečem in si kar dovolj reči, da to pa bom prebral. Zdaj to poglavje o Amadeju. Ja, žal te bo razočarati, nisem ena buka. Ja, mislim, in take stvari, mislim, basa na nek način zelo umetniške duše, saj čutim, in mislim, da to najbolj povezuje vse ta leta. In je res, da sem jaz bolj v glasbenih vodah, on je pa vse stranski in moram reči, da ga spoštujem in tudi zato sem si vzel čas, da nam spredem, čeprav je bilo res na nitki pridem. Hvala, res. In za neko pridem, ker oni mi naredili mojega albuma, jaz pa sem hotel priti sem in sem vesel, da sem tukaj. In sem presenečen, da je dejansko toliko ljudi prišlo in toliko ljudi spremljala take stvari, ker na koncertih jaz nisem na to publiki. Ampak hvala ti, res,
nekaj vam, kar me je zelo spodbudil, pa to je tebe tudi, Vanja, da sem slišal od nekoga, ki je med prvimi prebral roman, ki je prebrala in je prišla ta spodbudna informacija, novica, da težko daš iz rok roman. Težko, ne? A je nekako tako res, ali sem potvoril? Spoštovana Helena Ostrc, ne? Mama je prišla iz Maribora in to mogoče še kakšne dve besede, tudi potem so nekateri še drugim ste pokazala, ne? Kakšne so vtisi? Nasplošno bom zdaj povedala, za Vanjo način pisanja je nekaj takega, da resnično težko daš stran knjigo, ki jo bereš, ki jo je napisal. In isto se zgodilo tudi pri tem romanu. To sem mogla povedati. Ja, super, hvala. Vlečete naprej, da ni pravočasno in vse to. In to mislim, da res ni tako enostavno bralca držati, da ne postane dolgočasno, da te vleče naprej, da to teče, beseda poteče. Pa tega zdaj ne govorim kot mama, da je to sin, ampak kar je res, je res. Ja, je duhovitosti, je dosti, to je tudi, ne. Prav, mogoče, ko govori, vam morda izpade, to je pa en resen fant, ne, tako, ne, ampak ko pa on piše, pa stvari so čisto drugačne, res je zabavno in res užival sem rekel, tako kot tople čez ženice in sem tudi čakal njegove izpeljanke. Ne, ni primerno za to. Ampak je dobra pesem, da te mogoče spoznajo tudi v poetični obliki, ne samo narativni, tako večje razsežnosti. Tisto kratko se misli. Ja, to je zelo dobro, ajde zelo resno. Tista pesem je v bistvu hipnografska, se pravi, likovna pesem, ne, težko me zdaj predstavljam. Ampak se lahko povem na kratko, o čem se gre pesem. Se pravi, hotel sem narediti v bistvu obliko, ker je likovna pesem, se hotel narediti obliko vrane in naredil sem na enostaven način, tak in tak, ne. Se pravi, krila. Potem pa besede pa padajo v bistvu, tako kot neka vrsta iztrebka. Pesem se bere tako, najprej od levega krila proti desnemu in potem pride na vrsta iztrebki. Vsebina pa je ta, vrana, ki se glih kar postrava. Drugače je bilo malo bolj smešno, če bi bili pred sabo to pesem, ne? Ampak približno se predstava. A tudi ta pesem v mnem se zelo To je pa simbolika, tipa, ali neko V tej pesmi so se takrat, ko se predstavil na Regionalnem večeru, so se precej smejali. Kaj pa Dušan, na pošti za konec še prebral angleško verzijo svoje pesme, ali pa misliš, da je že dovolj? Ja, ne vem, je že pozno, jaz bi želel še kakšno mnenje ali pa kakšno vprašanje kratko, zdaj verjetno bom mogel počas zaključiti. Ja, zdaj rekel, kaj je recimo tisto, kar je rešene zgodbo tukaj? Razumem, da gre za več različnih zgodb, pa to, ker se urna nekako vpliva na svet, to, kaj nekako vpliva teh zgodb, kaj povezuje mogoče. Se pravi, te glavne junake pravzaprav povezujejo situacije, ki so si v bistvu podobne, ampak se v različnih časovnih obdobjih ne kažejo na drugačen način. Se pravi, negativne zle energije, ki so pravzaprav vedno enake, hočejo te 4 osebe izpodriniti in jih pogubiti, zato ker so zelo pomembne za nadaljnji razvoj človeštva.
In vsekakor so med sabo povezane ravno zaradi prijateljstva, o katerem prej izčrpno govoril Dušan, kot najvišja oblika ljubezni. Vendar se na prijateljstvo med Ekvorno in Ivano kaže drugačen način kot pa prijateljstvo oziroma ljubezensko razmerje med najstniškima junakoma Roko in Tino. Kot da bi Ekvorna, ki se v začetku romana predstavi kot Belinda, naknadno se razveje, da je Ekvorna, kot da goji do Ivane Kobilca nekakšno materinsko ljubezen. Meni se marsikaj se mogoče predstaviti kot bolj materinsko ljubezen, ampak meni se ta oblika ljubezni zdi najlepša. Lepša ljubezen materinske v bistvu ni. To pravzaprav način prijateljstva, situacija, to pravzaprav veže osebe. In pa še enka poanta zaradi tega, ker je delovanje Ekvorne brezmejno in se ne podreja niti časovnim, niti zgodovinskim zakonitostim. Za vse osebe med sabo povezane, ne glede to, katerem času živele, katerem političnem sistemu in katere stvari so jih zaznamovali. Vse se pravzaprav zaslužijo spoštovanje in ljubezen in prijateljstvo. Materinska ljubezen, najvišja oblika ljubezni. Upam, da sem koliko prav zadovoljil. Ja, pa. Drugač pa tehnično to... ste hotel nekaj, kar? Ja, sem mislil, da ste hotel kaj... Do punca. Kaj povedali? Mogoče pa. No, to je šlo hitro skozi, vidite, to je pravzaprav skoraj da ista slika, ampak vidite, to, ste videli ta simbol, je, se pravi, neskončnosti, osemka ležeča, jo tvori roke in ta girlanda, se pravi, ta cvetni venec ustvarja in to sem jaz nekako videl to sinhroniciteto, simboliko, tisto bistvo neskončne ljubezni, ki jo obujamo v sebi. In to sem tudi na tistem otvoritvi na koncu povedal, pa se mi je zelo pomembno. Tako da, kakršnekoli so bile že predstave moje, da bo kip zgledal v preteklosti, ko sem vztrajal na molu in pač dajo te prošnje. No, in nekako se je tako lepo na koncu izšlo, da je ta kip toliko veliko pove. Ravno s tem, se mi zdi, s tem simbolom, pa mladostjo in vse skupaj. Kar se pa tiče tega, je pa tehnično pa zgleda tako, da so to sporedna vesolja. Na srečanju v konzorciju 17. decembra bo en mlad fizik malo povedal, z znanstvenega vidika obstaja možno kakšno sporedna vesolja, paralelna vesolja. Bo tudi ena moja prijateljica, jasnovidka, bo spregovorila o teh izkušnjah. Zavest po smrti ostane. In tle tehnično zgleda tako, da iz teh paralelnih vesolij, to je recimo prvo vesolje, paralelno to smo, kar smo mi zdaj. Ampak roman se ne odvija zdaj, se odvija v drugem sporednem vesolju in to v letu 1902, to je večinoma se odvija potovanje Ivane pa te alias Ekvorne, se pravi Belinde, v Sarajevo in pol naprej, ker v Sarajevo je to sliko, ki je gor, na platnici je tudi naslikalo Sarajevo zato. 2016 se pa začne odvijati Rok in Tina, ampak povezujejo se pa to, ker je ta Ekvorna in njeni prijatelji, ki se imenujejo duali, oni lahko, pač, ker je to domišljijsko, oni lahko potujejo, so te portali, da lahko iz enega vesolja v drugega, iz enega časa v drug čas in se tako povezuje in počasi ta dva mladostnika v začetku zelo zbegana, nekako potem se ima slika popolnoma razkrije in tudi njuna vloga v tem, da sta v boju proti tem temnim silam, kot rečeno, to je ene vrste Harry Potter, ampak
slovenski, recimo, ampak ima, se mi zdi, dosti globljo sporočilnost, kot Harry Potter. Če ne tudi zaradi tega, ker smo jo uporabljali in povabili od zgodovinske osebnosti in smo jih na svoj način njihove res pozitivno osebnosti in kar so prinesli svetu dobrega, smo še tle oplemenitili še enkrat in štejem si v čast, da in to sem tudi povedal gospe Heleni Pintar, da končno je recimo Ivana Kobilca je dobila, srečala res iskrenega partnerja, kjer je nudil resnično ljubezen, ker v realnem življenju te sreče ni imela. In Emilija Fon je v tem romanu sta par Plečnik in to. Tako da, tle so taki sporedni, ampak to, ker so tehnično je zelo dinamično in sem tudi želel, da je v vsakem poglavju se nekaj zgodi magičnega in da nas preseneti vsakič malo drugače in sem se v šali rekel, da res da težko naj bi pretiravam, da ne moraš spustiti z rok, ampak se bere, prav da se bere. Imamo še eno vprašanje, če imamo čas. Čisto kratko, zdaj ne mogoče. Oziroma, vprašanje bi bilo takšno, koliko je v bistvu potrebno in odvisno oziroma poznavanje zgodovinskih dejstev pri lažjem razumevanju knjige oziroma koliko je potrebno zgodovinskega znanja, da knjigo lažje prebereš? Jaz bi ti rekel, da niti ne rabiš ne vem kaj. Jaz mislim, da je to spodbuda, da bo mladim ali pa komu drugi, da bo začel brskati. Ker kaj pa je bilo? Se pravi, to je še en vidik romana, da bo mogoče bojo pa, a je res bilo to, kakšna pa je bila res Ivana, pa kakšen je bil pa Plečnik. Plečnik bo v naslednjem romanu zdaj imel tako bolj mehno vlogo, v naslednjem bo imel dosti večjo. Bo treba preštudirati, mi bomo mogli preštudirati pa še zelo težavne karakterje druge svetovne vojne bomo mogli preštudirati, da bojo junaki te svetlih sil uspeli preprečati to drugo svetovno. Če so prvo preprečali, da bojo tudi drugo in morda se že tretja pripravlja. Rabimo, a se je slišali, dva še potrebujemo, mislim eno že mava, morda, gimnazijci ali pa tudi študenti, javite se, na tečaj bo. Se že začenja zdajle, ampak preberite najprej romane. Ok? A bo? Tako, malo zvajate. A bo? Kaj vam je šlo skozi misel? Zelo veliko konfuzija vse stvari. Ajde, že konfuzija malo nastala, Ja, to pa zna biti toliko veliko informacij. Prislozice te konfuznosti ni. Dobro. Kaj je voditeljica? Če ima še kakšno vprašanje, če ne, potem bi bilo dobro, da končamo ta večer. Saj mislim, da smo že najbolj pomembne stvari pa že več povedali. Kdor bo hotel lahko knjigo prebere, pa se tudi vam zdaj najavi, če bo hotel nadaljevati pisanje. Tisto, kar pa tle nismo povedali, pa niste vprašali, boste pa lahko 28. tega meseca na forumu obiskovalcev knjižni sejem Cankarjev dom ob 19. se pravi četrtek 28. novembra, pa 17. decembra ob 18. menda konzorcije, se veste, ta mladinska knjiga ob nami.
Pa potem naprej, tam, kjer je kaj Otono Župančiča, 28. januar, to bojo sledili te stvari in bomo še kaj več povedali. Ne, tako. Ja. Hvala vam za pozornost.